Dober dan. Evo nas nazaj v petem vlogu o špartanskem teku. V prejšnjem videu smo si malo bolj podrobno na začetku ogledali fiziologijo mišičnih vlaken, pa nasploh mišičnih impulzov, pa kako se mišice krčijo. Teda mislim, da v naslednjih vlogih, kjer bomo govorili o treningih, to po moje ne bo potrebno. Bomo pa vse na hitrico povzeli, o čem smo se menili v prejšnjem vlogu, ko se je šlo za maksimalno moč. Se pravi, poznamo tri osnovne tipe mišičnih vlaken. Tip 1 so počasna mišična vlakna, bolj aerobna mišična vlakna. Tip 2a so hitrejša mišična vlakna oziroma hitra mišična vlakna. Pa tip 2b so pa najhitrejša mišična vlakna in najbolj glikolitična mišična vlakna. Da se mišična vlakna sploh krčijo oziroma ustvarjajo mehansko gibanje, je potrebno zadostiti parim stvarem. Dati telesu nek stimulus, ki je v našem primeru utež. Pol morajo možgani to interpretirati in poslati po telesu nek kemijski signal, ki gre skozi hrbtenjačo do motoričnega nevrona. Motorični nevron pa pol tudi kemično energijo, ki je signal, pretvori v mehansko energijo s pomočjo mišic. Se pravi, pač se mišice pokrčijo. Povedali smo tudi, da motorično enoto sestavljajo tri stvari. To so motorični nevron, veje motoričnega nevrona, pa miofibrile. Teda ja, to je pa v bistvu to, kar je potrebno vedeti oziroma povzetek od prejšnjega vloga. Evo, danes mi je ratalo uvod narediti malo hitrejši kot ponavadi. V prejšnjem vlogu smo govorili o dveh tipih mišičnih kontrakcij, ki sta po mojem mnenju še vedno najpomembnejši iz vidika športa, pa iz vidika življenja za boljši performance. To sta maksimalna moč in eksplozivna moč. Se pravi, naučili smo se, kako aktivirati naša mišična vlakna oziroma večino naših mišičnih vlaken in s tem izboljšati ekonomiko gibanja, kar pa je v bistvu pri špartanskem teku ena izmed najbolj pomembnih stvari. In zdaj je naslednja stopnja po mojem mnenju vzdržljivost v moči. Ok, zdaj si bomo pogledali, kaj raziskave kažejo glede treninga vzdržljivosti v moči, pa kaj trening vzdržljivosti v moči sploh je. Zdaj, najprej je po moje pametno razjasniti, da vzdržljivost v moči in neka dolgotrajna vzdržljivost, kot je na primer tek, maraton, karkoli, nista dve isti stvari. Razlikujeta se pa predvsem v uporabi substratov. Zdaj nek tek oziroma nek vzdržljivostni napor, kot je dolgotrajen tek, dolgotrajno veslanje, dolgotrajna hoja, in s katero hočemo trenirati neko vzdržljivost oziroma dolgotrajno vzdržljivost, je načeloma aerobne narave. Oziroma, če hočemo, da je dolgotrajna, dejansko dolgotrajna, pol mora biti aerobne narave. Se pravi, kaj pomeni aerobne narave? Aero je v bistvu zrak in aerobna aktivnost je aktivnost, pri kateri lahko telo za proizvodnjo substratov uporablja večinoma kisik. Pri takih aktivnostih je značilno tudi to, da telo s pomočjo maščobnih kislin proizvaja ATP in ne s pomočjo glukoze. Ok, res je, da bo zdaj čist pri vsaki aktivnosti telo uporabljalo čist vse različne substrate, to smo tudi že enkrat govorili, ampak pri aerobnih aktivnostih večina energije prihaja s pomočjo kisika in ATP-ja, ki se proizvajata iz maščobnih kislin oziroma prostih maščobnih kislin v pretoku. Načeloma, če je ena aktivnost večinoma aerobna, lahko telo tisto gibanje izvaja nedoločeno število časa. Se pravi, dejansko bi lahko nek tekač, ko je kolikor toliko pripravljen, šel zdaj laufat, pa če je bila aktivnost aerobna, bi lahko laufal, dokler ne bi porabil vseh zalog energije, ko jo ima na telesu, se pravi, to je približno 70.000 kalorij iz maščob, pa pol bi se itak začele razgrajevati mišice, pa pač vse strukture. Ampak, če bi imel, ne vem, nek sprotni dotok hranil, pa da bi bila vzdržljivost skozi aerobna, bi lahko v neskončnost laufal. No, pri vzdržljivosti v moči pa gre predvsem za porabljanje oziroma utrujanje fosfatnih sistemov in glikogenskih zalog oziroma glukoze iz krvi, zaradi tega, ker je intenzivnost napora toliko večja. Med treningom vzdržljivosti v moči, na primer, morajo mišice premikati neko breme, ki je sicer lahko, se pravi od 25 pa do 60% našega 1RM-a, se pravi naše maksimalne hotene kontrakcije. To je, na primer, če si predstavljamo mrtvi dvig, če mi dvignemo 100 kg, moramo za vzdržljivost v moči delati 25 do 60 kg. Tu neki mora biti naš razpon kilaže. Je pa še druga pomembna stvar in sicer, da moramo za to kilažo, ko si jo izberemo, narediti od 30 do 60 ponovitev z čim krajšo pauzo. Se pravi, mora priti do popolno izčrpanje mišičnih struktur, pač tiste mišice, ko delajo, mora priti v vsaki seriji do skoraj popolne izčrpanosti. Ponovitve se itak zmanjšujejo s tem, ko mi kilažo dvignemo, ampak načeloma je razmerje tam od 30 do 60 po raziskavah pokazano, da je najbolj optimalno za trening vzdržljivosti v moči.
Pomembno je tudi to, seveda, mislim, po mojem mnenju ne delajo vsi tako, ampak je pomembno, da je kilaža taka, da lahko naredimo izbrano število ponovitev, se pravi, rečemo 30 ponovitev z popolno formo. Res je, da se bo mišice itak utrudile in bo naša forma tekom ponovitev padala, ampak pri 30 ponovitvi mora biti forma izvajanja vaj še vsaj 80%, da so vse druge strukture zaščitene, ker večja kot je utrujenost, prej lahko pride do kakršnekoli poškodbe. Je pa zanimivo tudi to, da je bilo nedolgo nazaj znano, da z utrujenjem mišice pač do njenih maksimalnih sposobnosti, se pravi, da mišica crkne dejansko, ne moramo povečati neke full mišične mase. Ok, pri začetnikih ja, ampak načeloma pri nekih trenerjih pa ne. So pa zdaj nove raziskave pokazale, da se dejansko da povzročiti hipertrofijo s treningom z zelo lahkimi bremeni in z utrujenjem mišice do njenega maksimuma. Se pravi, dejansko lahko bodybuilder poveča mišično maso, če vzame 5-kilsko utež za biceps, pa ponavadi dela 20 in dela s 5-kilsko počasne ponovitve, range of motion, da je to pravi, pa da je mišica na koncu čisto utrujena, da ne more niti ene ponovitve več narediti. Lahko isto poveča mišično maso. Raziskave zaenkrat kažejo, da trening vzdržljivosti v moči izboljša opravljanje vsakdanjih opravil, kot so, ne vem, da peleš pesa ven, da greš ven drve sekat, da premikaš neke omare doma, da neke škatle nosiš. Sicer to je bolj za splošno populacijo, vpliva pa tudi na tak način na športnike. To se tiče sicer bolj splošne populacije, ampak tudi splošna populacija more trenirati, če hoče imeti optimalno življenje. Vadba za vzdržljivost v moči izboljšuje tudi kostno gostoto, pa mišične strukture, pa tetive. Izboljšuje medmišično koordinacijo, kar smo govorili že prej, da je ful pomembno. Izboljšuje moč celotnega telesa, tudi stabilizatorjev, ne samo velikih mišic. Izboljšuje tudi fascialno delovanje, pa delovanje tetiv, kako shranijo elastično energijo. Optimizira preklapljanje med energijskimi sistemi, ki so potrebni za določen nivo intenzivnosti. Za mene pa je predvsem pomembna ta zadnja, oziroma za vse nas, ko hočemo delati na naši vzdržljivosti, neki dolgotrajne vzdržljivosti ali pa v tem primeru za špartanski tek, je pa pomembna čim bolj učinkovita utilizacija substratov. Se pravi, da čim bolj fajn izkoristi glukozo, da čim bolj fajn izkoristi maščobe, ko so na voljo, da čim bolj fajn izkoristi ATP pa kreatin fosfat. Zdaj v ekonomiki gibanja ne bi izgovoril neke besede, zato ko sem že prejšnjič dosti povedal. Je pa vzdržljivost v moči en izmed večjih stimulusov za izboljšanje ekonomike gibanja oziroma ekonomike porabe substratov. Ok, se pravi, kaj se sploh dogaja med treningom vzdržljivosti v moči? Prej sem že omenil, da se vzdržljivost v moči pa klasična neka aerobna vzdržljivost razlikujeta po porabljanju goriv oziroma porabi vrste goriv. Razlikujeta se pa zaradi tega, ker porabljata drugačno gorivo oziroma malo drugačne procente različnih goriv, tudi v tem, kakšni odpadni produkti bodo nastajali. No, tu pa igra ključno vlogo intenzivnost vadbe oziroma napora določenega, ki v bistvu diktira, a bo intenzivnost bolj aerobna ali bo intenzivnost bolj anaerobna. S tem, ko se gibamo iz anaerobnega napora proti višji intenzivnosti, se pravi proti anaerobnem naporu, bomo povečali tudi porabo glukoze in zmanjšali porabo prostih maščobnih kislin. Res je, da pri aerobni vzdržljivosti telo iz maščobnih kislin, iz istega količina maščobnih kislin, proizvede 18-krat več ATP-ja kot pri pretvorbi glukoze v ATP. Je pa tudi res, da je za pridobitev ATP-ja iz maščobnih kislin potrebno več časa in več energije. Naprimer, da razgradimo 1 gram maščobnih kislin oziroma 1 gram maščobe, potrebujemo 9 kalorij, da pa razgradimo 1 gram glukoze, pa potrebujemo 4 kalorije. Tu se pozna tudi prirastek energije, se pravi maščobne kisline oziroma pri aerobni vzdržljivosti nam je energija prihaja bolj počasi, ampak je bolj dolgotrajna. Pri izkoristku glukoze pa je energija bolj hitra, ampak je bolj kratkotrajna. Zdaj upam, da vas nisem tule preveč zmedel, ko sem tu pa tam dal kako tako čudno besedo noter. Bom tudi sproti pisal tak mini slovarček v videu, oziroma bo tule na desni strani, kaj pomeni, ko bom rekel. Če bo pa ful problem glede razumevanja videa, bom pa enkrat naredil video posebej samo o energijskih sistemih, pa bom razložil vse to, kar sem rekel. Ampak če bi to danes naredil, bo video spet dolg pol ure. Ok, zdaj pa gremo na odpadne produkte. Se pravi, in pri kurjenju maščobnih kislin in pri kurjenju glukoze nastajajo odpadni produkti. In odpadni produkt lahko si najlažje predstavljamo tek, ko ti delaš nek trening, pa te začne mišica pečiti med izvajanjem vaj, tam se naberajo neki odpadni produkti, ki se imenujeta laktat in mlečna kislina. In pač ljudje bolj zmotno mislijo, da odpadni produkti so pa dejansko sam za odpad in jih telo ne more izkoristiti in da je to pač pol neka slaba stran vadbe. To ni muskel fiber, to lahko povzroči tudi muskel fiber oziroma ga poveča. Je pa res, da določene odpadne produkte lahko uporabljamo naprej za energijo in niso slabi. Danes bomo izpostavili laktat pa mlečno kislino. Veliko ljudi misli, da zaradi tega, ker so to odpadna produkta in povzročata pekočo bolečino,
da pa škodujeta športnemu performancu. Ampak to ni res. Zdaj, laktat pa mlečna kislina nista ista stvar. Laktat pa mlečna kislina sta ful podobna, samo da ima mlečna kislina en ion več. Ok, predstavljamo si, da delamo počepe, pa da delamo, ne vem, 50 ponovitev z malimi kilami. In pri 20 ponoviti nas začne pečiti. Kaj se je zdaj zgodilo v telesu? Počep je tako intenziven, da telo med izvajanjem, pač med tem, ko počepamo, ne more za proizvodnjo energije uporabljati kisika in zato v telesu nastaja laktat, ker laktat se pa lahko uporablja tudi, ko ni prisotnosti kisika. In zdaj to je super, mi laktat dejansko nujno rabimo, zaradi tega, da lahko telo v prisotnosti oziroma v neprisotnosti kisika dela neko energijo za mišice. Problem nastane, ko laktata nastaja tek, da ga telo ne more sproti pucati. In ko se zgodi to, laktat dobi en dodaten ion in pol nastane mlečna kislina. Se pravi, dejansko se sam laktat spremeni v kislo verzijo laktata. In to v bistvu zakisa mišice. In zdaj, ta zakisenost se pa zgodi zaradi tega, ker telo zazna nabiranje laktata v sinaptičnih kanalih, mislim, da se reče synaptic cleft, bom tule dal eno slikico, tu vmes se nabira laktat in živčni impulzi ne morejo iti več iz motorične enote oziroma iz možganov do mišic in se mišica pač enostavno neha krčiti, ker nima več signalov, ker se je tok laktata nakopičilo v teh sinaptičnih kleftih. Ok, zdaj sem verjetno tudi malo zakompliciral stvari, ampak upam, da sem vsaj kolikor toliko dobro razložil, da bo pol ljudi zastopilo, ko gleda tudi video. Ok, in kaj je v bistvu cela filozofija treninga vzdržljivosti v moči? Mi natreniramo telo, da lahko v dani situaciji, se pravi, ko delamo počep, naprimer, porablja več tistega laktata za aktivnost in s tem nastaja manj mlečne kisline in nas pozneje zakisa oziroma nas ne zakisa. Zdaj pa gremo na moj trening, ker vse vedno zanima, kaj pa čez treniram, bom tudi v vsakem videu povedal, kak je moj trening sestavljen. Zdaj, glavna dva cilja mojega treninga sta, da zadanem dano število ponovitev, ko si dam na začetku treninga in pa, da imam čim manj pauze. Prva vaja je mrtvi dvig, to poznate vsi. Druga vaja je globok počep, to poznate tudi vsi. Tretja vaja je aktivno visenje na drogu. Četrta vaja je kettlebell potek z eno roko, se pravi prvo leva, pol desna. Ta peta vaja je v bistvu, ne vem, kako bi jo poimenoval, sukanje uteži s podlahtjo. Se pravi, držim roke, tako da imam 90 stopinj in pol utež sučem sem pa nazaj. Sem pa nazaj. Šesta vaja je pa v bistvu visenje v izometrični kontrakciji, v chin-upu oziroma v pull-upu, nadprijem, podprijem, ni važno, in pol preprijemam med tem, ko visim v tem položaju. In probam narediti, da prijem do 10 krat, da preprijemam. Se pravi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In to naredim skupaj, brez pauze. Se pravi, mrtvi dvig naredim posebej, počep naredim posebej, pa naredim pa te 4 vaje, naredim skupaj brez pauze. Zdaj pa pri mrtvem dvigu je tako, da delam 35 ponovitev, skup z določeno težo in to naredim v 5 serijah. Se pravi, prije pa na koncu 170 ponovitev. Potem grem na počep, naredim isto. 35 ponovitev v 5 serijah. Potem grem pa na teti sklop 4 vaj, naredim pa v bistvu aktivno visenje 20 do 30 sekund. Cilj mi je, da sem 80% utrujen. Potem grem na kettlebell potek, ga delam tako, da mora v bistvu ful je poudarek na retrakciji. Se pravi, prvo potegnem sam lopatico, pol pa potegnem dejansko komolc. In zadržim v izometrični kontrakciji in pol spet spustim. Vmes aktivno stiskam kettlebell, zaradi tega, ker je vaja v bistvu je poudarek na zapestju, na moči zapestja. Pol je naslednja uni suki z zapesti, je v bistvu za brachialis nasploh vaja, ampak itak ti cele roke ubije. Izvajam tako, da delam 10 ponovitev, se pravi 10 zasukov, ampak morajo biti čim bolj počasni. Se pravi, če bi naredil tekmovanje iz te vaje, bi zmagal težko 10 ponovitev naredil v najbolj dolgem času. Pri zadnji vaji pa ni nobene druge fore, kot pa to, da ko ti visiš v tem izometričnem položaju, ti itak že ubije roke, pa ramenski vroč, pa hrbet, vmes moraš pa še prijemati, kar je pa full fajn za zapestje, plus trup, plus pač vse dejansko dela, razen noge ne. Zdaj pri pauzah med serijami je načeloma tako, da jaz, ko res že dolgo treniram, pa full poznam svoje telo, se mi zdi bolj, da grem na občutek in vedno grem. Ponovitev morajo biti 35, ampak gledam, da sem vedno 80% zmatran. Se pravi, mi še ostane 20% fore. Če ni tako, če sem preveč zmatran, malo zmanjšam kilažo. Važno je, da zadanem ponovitve. In pol glede pauze je pa tako, da vmes imam pauzo sicer na občutek, je pa vedno tam od 2,5 do 3,5 minute. Ker mi je cilj, ne da se vsako serijo ubijem, pa mi padajo ponovitve, ampak da skozi držim tiste 80% napora oziroma intenzivnosti, zato
ker se mi bo dejansko tek pol zvečala. Se pravi, bom lahko pol 80% napora držal, zdaj držim z 50 kilami, bom pa 80% napora držal z 60 kilami. In to je v bistvu cilj. Za visenje je še pomembno, da povem aktivno visenje. Viličas prijem, to je se pravi, da štango prijemamo tek in zdaj stisnem, zato da se mi napnejo pač mišice zapestja. In to je prva faza. Druga faza je, da ko jaz visim, če pogledate zdaj mojo lopatico, gre lopatica v depresijo, se pravi stisnem, depresija in pol protrakcija lopatic. V tem položaju držim in držim, dokler da mi ne odpovejo zapestja oziroma dokler da nisem 80% utrujen. In to je aktivno visenje. Ok, se pravi povzetek, da končamo. Logika je izboljšati utilizacijo laktata, ki nastaja pri vadbi, ki ni aerobna, in s tem zmanjšati nastajanje mlečne kasine, ki pol v bistvu povzroči slabo krčenje oziroma ne krčenje mišic. Ok, to je to. Hvala vsem sponzorjem, hvala Alpha Gymu, hvala mojim sponzorjem, ko so itak že skozi z mano, za podporo pri snemanju videov, pa pri vsem, kar pač delam. Hvala tudi tebi za ogled. Naslednjič bomo govorili o laktatni toleranci. Se pravi, zdaj smo obdelali maksimalno moč, vzdržljivost v moči, naslednjič gremo pa na laktatno toleranco in visokointenzivni trening, zakaj je pomemben za špartanski tek. Teda, če te zanima, lahko se naročiš na kanal, da boš vedel takoj oziroma vedla. Se pravi, če koga tek zanima, ne se naroči na moj kanal, kar mi ful pomaga, pa vidim, da delam tako vsebino, ko ljudi zanima. Pa kak like pusti ali pa kak dislike, če ti ni všeč, lahko pustiš pa tudi kak komentar za naprej vsebine, če te kaj zanima. To je to. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem videu.